in me gledajo takole, pa pravijo stari, pa si ti bleso. Kdo bo to lavko? Po noč so zašli ljudje in so me klicali. In sem jih jaz s postle spravil na pravo pot. Meni ni sram povedati, ne, po tolikmu trudu, po tolikih, bi rekel, neprespanih nočeh, meni so tekle solze. Jaz sem to vedno rekel. Mi bomo skrbeli za tekače, tekač mora imeti pa vse, kar rabi na trasi. Ne. Pa kaj se zdaj gor dogaja? Ja, je rekel, sam 200, je rekel, ga štimajo za prevoz, ali pa je škripni. In ko sem jaz to bil teniske, pa šel do vrha Bače, pa nazaj domov pod tuš, jaz sem bil drug človek. Kar ti ljudje vzamejo in narava vrne. Spoštovana publika, junij je tu, čeprav ne zgleda, mogoče. Jaz pa sem v 152. epizodi podcasta Zagreti za tek v družbi z legendarnim graparskim kerlcem. To je Joško Dak-Skoblar. Joško, živijo, pozdravljen. Živijo, Mare, tebi in vsem, ki naj bojo gledali. Verjamem, da jih bo kar veliko, ker jih bo zanimalo tisto, kar bova pač danes razpredala. Najprej mi povej, kakšno je pa vreme, ki je v Baški grapi? Ti povem, Mare, da je danes vreme tako kristalno jasno, kot da bi ga nekdo res naredil prav za današnji dan. Fantastično. Glede na to, da je letošnja zima trajala neskončno dolgo, ja, res čakamo te sončne žarke pa toploto, pa se nam kar malo umika zgleda, pa pride toplota, pa spet pridejo nevihte, grozno. Ja, veš, kako je to, Mare, to je kot življenje. Enkrat je lepo, enkrat je malo slabš, v glavnem, jaz pravim, lepo je. In še tak dan, kot je danes, je to dan res, ki nam je ta pravno. No, zato, sicer so se dobila sredo podneva, da te tvojim stezicam pa obveznostim ne odtrgam za preveč časa, bova spregovorila o marsičem teku tudi, jasno, jaz vsakega gosta na začetku vprašam, ampak tebe ne bom, če si danes že tekel, ampak te bom vprašal, si danes že skočil na kup? Ja, a veš, kaj ti povem, Mare, da imam zdaj take bi rekel drene, po domače povedan, da nimam časa skočiti na kup. 3 dni že nisem bil in skoraj ne morem verjetno. Mislim, to je pa res najbrž najdaljša doba, da ti nisi bil tam gor pri križu, ali kako? Ja. Zadnjič me jeden vprašal, je rekel, kdaj si bil ta zadnjikrat na kupu? Sem rekel, po jutrišnjem bo 3 dni. Odličen odgovor, ampak tale kup, to je spet nekaj, kar je zraslo na tvojem zelniku, se je odlično prijel, kaj ne? Ja, res, Mare, to ti povem, jaz kaj takega si nisem mogel zamisliti. No. Jaz sem to naredil s heca, mi smo na kup že prej hodili. Kupček je ta lep hrib tle gor, paš 5, v bistvu, če greš pod Brda peš, je kar 10 kilometrov, pa 500, skoraj Jurija višince, gor pa dola, ne. Ampak kakorkoli, jaz sem gor, smo naštimali gorno knjigo, da se ljudje lahko pišejo in v 8 mesecih je na kup skočilo 148 ljudi, več žensk kot moških, skoraj 2000 krat. Noro. Taka majhna populacija ljudi, kot je, ki zajema ta okoliš, mislim, to je res, to je noro, to je, noben se to ni mogel niti zamišljati. Mislim, kakšna ideja, pa zrasla je samo tako, ko si šel enkrat gor, pa si rekel, zakaj pa ne bi še koga drugega povabil, se je zanimiv hribček, pa obnovljen križ in tako naprej, ampak zdaj pa to lokalna znamenitost. Ja, to je zdaj kot neka lokalna Šmarna gora v Ljubljani. Če si bral knjigo v tem, pa gledal zapise, se znajde gor tudi kakšen iz drugih krajev, pa kakšen turist, pa tako naprej? Seveda, ne hodijo, recimo za ta skok na kup, jih je kar nekaj, ki so prišli iz Železnikov, iz Sorice, iz cele Baške grape, recimo, tako da sosedov Bohincev nisem zasledil, drugače pa gor tudi knjiga vrhov, ki smo jo tudi tisti dan odnesli gor
in je že v knjigi približno 600 in več vpisov. Ampak v to knjigo se ne vpisujejo tisti, ki gor hodijo vsak dan. Ampak pač planinski gor pride in mimo. Jih srečujem, veliko ljudi srečam. Prav. Se pravi, tisto, kar si včasih lahko imel za samotne stezice, pa sam zase imaš zdaj kar obljudeno, pa srečuješ pohodnike in pristopnike. Pa sej to mi je lepo, veš, jaz sem skozi srečal ljudi in na trasi maratona in tle gor pa sploh rečeš kakšno, če se dobimo na vrhu, vsak ima v rukzaku tudi kakšno poživilo, pa rečemo 2 besede in to je to. Jožko, veliko stvari si v življenju že počel, ogromno idej si spravil na svet, res noro tvoj življenjepis se bere, bom rekel, kot kakšna knjiga. Zdajle bom, če dovoliš, najnemu občestvu, gledalkam in poslušalcem predstavil tebe, Jožkota Skoblarja, čist na hitro, par stvari sem si izpisal, zato da bodo tisti, ki te morda še ne poznajo tam zunaj, znali videti, kdo si. Jožko Skoblar je doma z Baške grape, to so omenila, graparski keralc, človek res tisočerih projektov, dolga leta tekač, je leta 2002 zasnoval legendarni gorski maraton 4 občin, ki je z leti prerastel v festival in 2-krat gostil tudi svetovno prvenstvo. Nekdanji dolgoletni poveljnik štaba Tolminske civilne zaščite in poveljnik Tolminske gasilske zveze je bil tudi član odbora za gorske teke pri AZS, še vedno pa je predsednik turističnega društva Podbrdo in gorski vodnik po poteh Rapalske meje. Prejemnik mnogih priznanj za svoje delo, je še vedno najraje v naravi na svojih poteh, najlažje pa ga boste srečali, če boste skočili na kup. Jožko, najbrž sem pozabil marsikaj, ampak eno vprašanje ob vsem tem, kar sem našel, kje imaš čas za vse to, da ti to vse zmoreš v 24 urah, pa v tednu, pa v letu in tako naprej? Marko, če ti povem čisto po pravici, čas za stvari, ki jih rad delaš, se vedno dobi. Tako da jaz samo to rečem, imam veliko srečo, da lahko delam to, kar rad delam, to, kar me veseli, se pravi gasilstvo, pomoč ljudem. Še danes sem tudi glede na moje leta, če mi zapiska pozivnik, bom zdaj prekinil našo oddajo, pa bom letel, in seveda narava, to je od vedno, smo radi hodili v hribe, ker pri nas drugega ni bilo, in seveda stale gorski tek je pa spet druga zgodba, pa ti si bil Mareš zraven že kar od začetka, tako da našo zgodovino kar poznaš po moje. In to so stvari, ki te navdušujejo in jaz vedno pravim, kar ti ljudje vzamejo, ti narava vrne. Jaz sem imel, bi rekel, v življenju veliko težkih trenutkov, takih in drugačnih, ampak gorski tek me je resnično rešil vsega tega. To si izvrstno povedal, medtem ko si govoril, so mi šli spomini čez glavo, pa sem razmišljal, da so se prvič srečala najbrž, glede na to, da si bil na vseh slovenskih alpskih maratonih že davnega leta 2001 v Predvoru, kjer smo pač startali na tisti krog okoli Storžiča, to je bil prvi pravi gorski maraton pri nas in ti si bil kot aktiven tekač tudi takrat na štartu, na progi in v cilju, je tako? Mene je ta res slovenski alpski maraton, ki ga je organiziral naš prijatelj Iztok Boltes, mi je res bil zelo pri srcu in sem bil takrat prav malo žalosten, ker je on s tem prenehal. Tako da takrat smo mi začeli s temi dolgimi teki. To takrat ni ben vedel, kaj je to trail, kaj je tole. Pač mi smo šli laufati, smo rekli, pa 50 km v redu, saj to ni. To za nas ni bil nek hud problem. Bila je pa to druga družba, Mare, ti se tega dobro spomniš, to so bili drugi časi in so bili časi, ki so bili vredni tega časa, sigurno. Če bi primerjal teke 20-25 let nazaj, tudi po hribih pa današnje, res
jaz nisem nikoli uporabljal palic, nobenih ni recimo za pohrib, nobenih ruzakov nismo imeli s sabo, nobene opreme, kaj šele kakšnih GPS naprav ali pa telefonov. Pa je bilo res noro, no. Mislim, z Iztokom sem recimo govoril lansko leto, pa ga vprašal, če bo obudil recimo zdaj v tem trail norem obdobju pač to svojo dirko, pa je kar malo kleval, ker se sam zaveda, da dan današnji bi za sabo to prineslo še bistveno več dela, stroškov, pa mogoče ne bi bilo tako, kot je bilo takrat, ki je bilo res domače. No, meni se zdi, da smo se vsi poznali med sabo, tako na cilju kot na progi, in da je bilo tako, kot si rekel, da bi se zmenili prejšnji dan, pa gremo naslednji dan tamle gor okrog hriba pa na pivo. Ja, res je. Mislim, časi so bili čisto drugi, ampak seveda, mi moramo iti s cajtom naprej, nimaš kaj, danes so taki časi, kot so. Ma tudi danes so trail tekači, je to trail družina, a ne, tekači se poznajo, jaz jih poznam ogromno. Ne veš, mi hodimo tudi po drugih tekih pomagati organizatorjem, ravno tako organizatorji drugi pomagajo nam. In to je neka zgodba, ki jo jaz spremljam zdaj že teh 25 let in sem videl in občutil to hudo spremembo, ta hud napredek. Če se jaz sam spomnim, ko smo mi enkrat, ne vem, kako je že bilo, jaz sem prvič naredil te 3 kroge, če se spomniš, a ne? In za mano so jih naredili Iztok Boltes, Janez Udovič, Boni, Dare, ne vem, kako se je pisal, pa Jani Marn iz Vuzenice, a ne? Dobro se spomnim Janeza Udoviča, je imel tako noter tak žepek in tam not je imel 2 gela. Celo progo je on odlaufal z 2 geli, mogoče kot tam pri potoku kaj popil, nič drugega ni bilo, no. Veš, ni bilo rukzakov, ni bilo, res je bilo čist preprosto, ampak lahko pa rečem sam nekaj, no. Ljudje so bili pa bolj vzdržljivi. Niso bili, ne vem, kako bi rekel, toliko naravnani na to, kje bo kot kaj, a bo tle kaj, a bo tam kaj. Mi, ko smo šli, smo vedeli, na trasi maratona je voda, drugega ni, če smo šli neorganizirano. In to je bilo v bistvu vsega tega. Ja. Recimo, da bi dolg časa lahko o tem razpravljali. Sicer trail tek v naravi in tako naprej se je danes zelo približal širšim množicam, marsikdo gre tja, ki mu ceste niso blizu, pa tek nasploh ne in tam uživa. Je pa res, ne, da so pričakovanja današnjih udeležencev teh prireditev pa tudi bistveno večja, kot so bila nas nekoč, ki smo v kratkih majcih, hlačah, pa z eno leseno palco, ki si jo tam pač odlomil, a ne, šli v hrib, se napojili na kakšnem vodnjaku, pa šli naprej, ne. Ampak ja, časi se spreminjajo, vseeno, če že obujava spomine, ne. Rekel si, šel si okrog Storžiča odlaufati in tam dobil idejo, zakaj pa ne bi še pri nas nekaj takega naredili. Ampak od ideje do realizacije je kar nekaj časa. Sej, nekaj takega se spomniti, ko nisi imel razen enega primera, ki si ga videl, neke velike izkušenj iz drugje, pa nekih nasvetov, kako se tega lotiti. Kako si se takrat ti lotil potem organizacije, ideje in organizacije prvega maratona 4 občin? Ja, meni je res navdih mi je dal sam Slovenski alpski maraton. Takrat je bilo tle v naši grapi veliko tekačev. In jaz sem si to nekako pač zamislil, sem rekel, če to Boltes lahko naredi, pa ni hudir, da tudi mi ne naredili tle v grapi nekaj takega. In seveda jaz to nisem nobenemu nič povedal, nič omenil, ampak sem iskal te stezice. Takrat je bil štart na Petrovem Brdu in cilj na Petrovem Brdu. In jaz to iščem, te povezave, vse tole, kar sem jaz to nekako dobil, sem jaz to večer povedal v moji družbi, tle dol v Baškem hramu smo sedeli, pač se menilo vsemu temu in jaz mojo idejo tam prvič obelodani. In me gledajo takole, pa pravijo stari, pa si ti blesel. Kdo bo to laufal? Kje boš ti dobil ljudi, da bo vse tole, glej, koliko nas je tlele. Tako da sem jaz to, mislim, da sem rabil več kot 1 leto,
da sem jaz to osnovno ekipo prepričal, da smo mi v to šli. Takrat je bil edini medij, na katerem smo lahko mi to objavljali, Tekaški forum. In tam smo mi začeli te zadeve pisati, jaz sem to začel pisati in tole, začeli smo urejati vse te stvari. In mi smo si želeli takrat, vsi skupaj, cela naša ekipa, da bi prišlo na tek vsaj 30-40 ljudi. Smo rekli, da nam bo 3-krat več prostovoljcev, pa 10 laufarjev. No, na koncu je bilo zjutraj na štartu 101 udeleženec. In to tudi ženske vmes, takrat je bilo to res, so prišle punce, glavna tekačica takrat je bila Olga Grmova, ona je naš maraton velikrat tudi zmagala. In seveda to je bila, mislim, to je bil taka pozitivna energija. Jaz sem takrat še tekel, do 3 zjutraj sem delal, 2 ure zaspal, ob 8 sem bil na štartu. In še danes mi pravijo, moji domači hčere in tole, pravijo, tata, koliko lepše je bilo, ko si še laufal. Ti vedeli smo, da šel 5-6 ur te nabo in je bilo v redu. Danes pa kar naprej scenariš. Tako za intermeco. No, ampak to nam je dalo, Mare, tako energijo, da smo mi to bili ponosni res na to zadevo, tako da je bilo nekaj neverjetnega. In vztrajamo do danes. Jaz sem odtekel ta maraton, tako na tekmi, kot tudi izven tekme. Takrat smo se vpisovali v klub, ne v vse ekstremno, v navaden klub. Zdaj, da poveva gledalcem in poslušalkam, par let po začetku maratona ste ustanovili tudi klub, se pravi tistih, ki so po trasi maratona šli. Med korono bi se temu reklo virtualno, ampak takrat se je šlo po progi okrog, ki je bila ves čas, vse leto lepo označena. Kdor je naredil en krog, se je vpisal lahko v ta klub, kdor je opravil 3, tudi to je bil tvoj izmislek, se je pa vpisal v klub ekstremno, s tem, da je te 3 kroge, pa povejva, da je to bilo dobrih 35 km krog, pa višinskih metrov, ne vem koliko, 2500 ali koliko. 2700. 2700, tako. Ja. Kdor je opravil pa s 3 krogi v 24 urah, ta se je pa lahko nazival, da je v klubu ekstremno in tudi ta zadeva se je prijela, to si ti najprej naredil, pol ostali, vsi smo hodili, pol tja. Je ta klub še živ, ljudje še hodijo, se še vpisujejo? Ja, Mare, res je tole, veš. Ta ideja mi je pa seveda tudi prišla tako v hribih in enkrat sem sedel na vrhu Koble in popoldne, zahodno sonce in so bile, vsi grebeni so bili v soncu, vse grabce pa v senci. In jaz sem to občudoval, to je bila kot neka taka zebra. In tam je meni padla ta ideja, se rekel, a je to možno, da bi ta krog naredil 3-krat v 24 urah. In seveda ta ideja je v meni zaživela, in jaz to sem si zadal datum. Datum je bil 1 mesec po maratonu, se pravi julija, ko je bilo vroče, mislim, da 35 stopinj, ne vem koliko. No, in ko sem jaz to doma povedal, veš, pri nas doma so tega že vsi navajeni, na te moje, bi rekel, take drugačne, bi rekel, ideje. Ampak, ko prije do ideje, je pol tudi izvedba in se potem vsi tega zavedajo, da vse to nekaj za sabo potegne. In hvala Bogu, da smo v tako družino še zdaj, od žene naprej, da mi to res podpirajo skozi. In jaz sem se res lotil. In sem te kroge naredil malo prej kot v 24 urah. Mislim, da, ne vem, 23 ur 50 nekaj takega. Pa sem bil zmožen to veliko prej narediti, ampak ker sem se le hotel, jaz sem se sam to bal, da si mi kaj naredi, da nam je rekel, delaj ga, kva se lotiš nekaj, pa ko nam še naredil. No, tako da sem jaz to naredil in od takrat naprej je v sekcijo ekstremno upisanih že čez 30 ljudi, žensk, mislim, da jih je njih 5-6,
7 lahko. Edina, ki je pa naredila 3 kroge v moški konkurenci, je pa tukaj ena tekačica iz Železnokov, zdaj sem pozabil ime, ampak Marjeta, in ona je pa 3-krat naredila, tako da je zadeva še živa, še hodijo, zdaj nam pa kar po mailu pošljajo podatke in mi to lepo upišemo v razpredelnico. Super, no, evo, tisti, ki zdaj to poslušate, pa rabite kakšen izziv, ja, kakšen virtualni trail izziv, če temu tako rečem, imate ga, 3 krogi, 24 ur, pa da vas vidim. Joško bo pa pol preveril vaš rezultat na Stravi, če ste kje golfali ali pa kaj takega. Si pa, vem, da si bil znan potem, če je bil kdo na progi 3-krat recimo, ne, da si ti je javil, da si ga prišel tudi, ne vem, po nočke oskrbeti, pa pogledati, pa navijati za njega. Si bil kar prisoten pri teh podvigih. Marko, to pa vedno. Meni so se ljudje javili, vprašali, kakšne so razmere, in jaz sem vsakmu nekje pripravil neko okrepčevalnico, karkoli, ali tudi šel z njim kakšen kilometer, ker le na tak način je zadeva živi. Vsaka zadeva mora imeti nekega skrbnika. Tudi zdaj je, recimo, gre še kdo, mogoče 3-4 na leto, ekstremno, mislim, da je bil zadnjič zdaj v tem koronskem času, en fant iz Kopra, ne. No, ampak drugač pa to, po noč so zašli ljudje in so me klicali in sem jih jaz s postelje spravil na pravo pot. Mislim, ja, tudi GPS naprave lahko zatejijo, pa vse ostalo, če nimaš nekih signalov, pa to lahko te pa Joško iz postelje pol usmer na ta pravo stezo, bravo. Ja, jaz tega nisem nikoli drznil poskusiti, ampak ajde, recimo, da to ostaja na moji bucket listi za prihodnje. Pa če sem pa že pri gostoljubju, no, to, kar si zdaj povedal, še kaj, Baška Grapa slovi, po čem pa maraton sama, ne, je po tej neverjetni gostoljubnosti, bom rekel, na štartu cilju, na progi sploh, ne, pred 30 se vklopila, se mi je spomnil, da je 18 okrečevalnic na sami trasi, na 42 km, to je ogromno, tega nimajo tudi v neko veliki maratoni, ne. Daj mi malo povej, mene je zmeraj fasciniralo, kako si ti lahko rekel, vse te ljudi in res jih je, ne vem, stotine zaangažiral, informiral, potem založil in tako naprej, pa da so tako z veseljem sprejeli te zadolžitve. Veš, kako je, Marko, lej, tle pri nas v Grapi se ne dogaja veliko stvari, ne. In ta zadeva je pa nekako v ljudeh zaživela, ne. Mi smo šli na 18 okrepčevalnic predvsem zaradi tega, ker ta naš maraton je bil zasnovan kot gorski tek, kot atletska disciplina in takrat ne moreš ti nositi rukzaka, ne moreš nositi nad sabo, zato je bilo toliko teh oskrbovalnih postaj. Pa še druga zgodba je bila, ne samo zaradi tega, da so tekači imeli vse, kar so rabili, trasa jo dobro poznaš, razgibana, ne gre to po nekem urbanem okolju, in ko priješ tisto na južne, ko se ti strmina postavi po konc, se lahko človeku marsikaj zgodi. Če je lepo vreme, je na trasi kar dosti ljudi. Če je pa vreme malo slabše, so pa na trasi samo tisti, ki morajo biti. In to je bistvo vsega tega. Jaz sem za varnost vedno skrbel, na našem maratonu je bilo po 80-90 gorskih reševalcev. Vsi so bili razporejeni lepo na trasi, če je kaj prišlo, so bili tam v 10 minutah, recimo. Tako da ni človek tam ležal 2 ure, pa ne vedel nekod nekam. V glavnem, jaz samo to rečem, šel sem pa jaz takrat v tako širino, prav zato, že zato smo poimenovali Gorski maraton 4 občin. Ker tek resnično teče po mejah 4 občin. Začnemo v Tolminski, gremo v Bohinj, potem Cerkno in Železniki. In na koncu sem zmotiviral tudi te ljudi iz vseh teh občin, da nam društva pridejo pomagati. Danes na maratonu mislim, da sodeluje enih 32 društev iz cele Slovenije.
noro. To pa je zalogaj že za, bom rekel, za organizirati vse skupaj, za zdelegirati vse skupaj, ampak verjamem, da so zdaj že vsi tako igrani, da komaj čakajo, da pride ta dogodek, da spet grejo na svoja mesta. Jaz bom tako rekel, to so ljudje, posebno na okrepčevalnicah, ki so že od vsega začetka zraven. Prej so bili starši, zdaj je že mladina to prevzela, a ne? In tako grejo te zadeve naprej. Mi se vsako leto z njimi dobimo pred maratonom, da se malo pomenimo, da malo obnovimo te stvari in na koncu tudi, da se jih malo poveselimo, kakorkoli, a ne. In če se le da, če nam ostane toliko denarja, da na koncu tudi en piknik naredimo za vse organizatorje, a ne. To je bistvo vsega tega. Mi tukaj, nažalost, smo videli, da za neke dobičke ne moramo delati, smo veseli, če pokrijemo vse račune tako, kot se zagre, in če nam nekaj ostane, toliko, da lahko naredimo en piknik, pa da imamo za drugo leto lih za ta prvi zagon, da ni to, a ne, da moraš že koj na začetku fehtati. Tako da ljudje po vaseh naredijo, bi rekel, žurko neverjetno. Ne. Oni se zabavajo, tekači se zabavajo in ga ni tekača, razen prvih 10, ki bi leteli kot hudira, ne. Ampak vsi ostali se povstavijo, poslikajo, karkoli. Je ena, v tem vikendu je v tem zgornjem delu Baške grape res ena zelo, zelo pozitivna energija. Zdaj, če bi ti rekel, dame in gospodje, tega dogodka ne bo več, se po mojem te prisili lokalna skupnost, da ga še organiziraš, ker je že njim tako, bom rekel, prirasel k srcu, pa je del njihovega življenja vsako leto v junija. Ja, jaz mislim, res po temu drugemu svetovnemu prvenstvu 2016 smo bili res pregorelno. Da v bistvu čisti amateri izpeljemo svetovno prvenstvo z udeležbo 32 držav, kjer je treba skrbeti za vse prevoze, z letališč, za namestitve, to jaz resnično, ta prvega sem še kako obvladal, ta drugega pa ne vem, kako se je to vse speljalo. In v tistem času, če bi vedno rekel, Joško, ne bomo več, jaz bi takoj rekel, v redu, 16 let smo to peljali, če ne moramo, pa ne moramo. Ampak pa si to počas nazaj smo prišli k sebi. Še korona je tudi pripomogla k temu, ker eno leto ni bilo. Tako da imamo zdaj spet ekipo, ki z veseljem to dela, čez 300 plačanih udeležencev, in mi se jih prav, ne vem, tja do 400 je za nas še obvladljivo, kar je več, je pa že skoraj preveč. Ja, zdaj zasud, to sem videl na nekih večjih maratonih po svetu, ko zasuješ neko prizorišče, samo 10-20% preveč ljudi, kvaliteta udeležbe za vse postane bistveno slabša, včasih je boljše narediti za 300 pa odlično, kot pa za 500 pa povprečno, ali pa da komaj loviš konce in vse skupaj, se strinjam s tabo. Ampak dajva se vrniti nazaj prvemu svetovnemu prvenstvu. Bil sem tam prisoten, bil sem del ekipe, fantastično je bilo v Sloveniji svetovno prvenstvo v gorskem maratonu, to je bilo nekaj posebnega. Povej mi, kako je prišlo do tega? No, takrat ste bili že izkušeni organizatorji, imeli ste skoraj desetletje tekov za sabo. Kako je prišla ideja, gremo zdaj pa v kandidaturo za svetovno prvenstvo, ker to pa je kar največje možno tekovanje skoraj, da ki ga lahko organiziraš na tem področju? Ja, Mare, jaz mislim, da je tle veliko pripomogel naš prijatelj Tomo Šarf. Jaz sem z njim že prej bil, ker smo tle organizirali tudi tek na Črnoprst in smo malo pred tistim, ne vem kjerga leta, imeli pa eno izbirno tekmo za reprezentanco za Evropsko prvenstvo. Je bil tek na Črnoprst. Črnoprst je klasika, fantastičen tek. Tako da, in Tomo je takrat en večer, pa Lojze Pungarčič je bil tudi z njim, je bil takrat zelo aktiven, in je predlagal in rekel, Joško, jaz mislim, da bi vi tle svetovno prvenstvo kamot speljali.
malo kamot, on nam to malo razloži. In seveda v Baško grapo, v Podvrdo, tle med te hribe, pripeljati svetovno prvenstvo, mi smo to zagrabili v redu, seveda s pomočjo občine. Občina nam je dala ta prvo soglasje, da stoji za nami, s pomočjo LTO-ja, se pravi lokalne turistične organizacije. Takrat je bil direktor Janko Humar, alpinist, pohodnik, ker nam je bil res v veliko oporo. Zraven smo potegnili tako Bohinjce, Cerklane, naše tukaj. Vsi LTO-ji so nam pomagali pri rezervacijah, pri vsemu temu, in skupaj smo tudi nabirali ta sredstva. Mislim, da je to takrat nas koštalo enih 120 000 evrov. In ko smo podpisali pogodbo z Atletsko zvezo, ne bom nikoli pozabil, prva alineja, ki je bila napisana, da Atletska zveza finančno pri temu ne sodeluje. Tako da je bilo vse na ramenih graparjev in naših prijateljev. In točno veš, da je bilo to res feeling tak, da jaz ga še danes čutim. Jaz ne bom nikoli pozabil, ko smo stali tam v cilju, pač nekaj posebnega je, če organiziraš svetovno prvenstvo, jasno. Še dodatna stvar je, če imaš svoje tekmovalce na progi, to je tudi pač še dodaten naboj, ampak če ti poslušaš 1 uro, preden pride prvi v cilj, da je slovenski tekmovalec vodilni na svetovnem prvenstvu, da ima za sabo zasledovalce, ki jih je že delč pustil v prahu gorskih poti, da prehajajo cilj, to pa ti naježi kožo. In ko je takrat po tistem klančku navzdol predirkal Mitja Kosovel, vem, da mu je skoraj da križ pricala s copat, ki se je tako užulil pete, ampak vsem dobil tisti naslov. Takrat smo bili pa vsi, bom rekel, ne samo ekstatični, celo ganjeni, kaj tazga pa ne doživiš vsak dan. Kako si se ti počutil takrat na svojem prvenstvu, sred Baške grape, Slovencu odnese svetovno krono? Ja, boljš ne bi mogli biti. Ja, res, to je bila pika na i, resnično, ko smo spremljali, že ko smo imeli nastavljene ljudi, po celemu, največ skuda južne proti cilju, že v Durniku, pa v Durniku ni bil še prvi, on šele proti koncu gor tega Italijana prehitil, pa to smo stiskali pesti, ko smo videli, da je zgoraj gor pri Rovarju, da je Mitja prvi, zadol je bil dober, in jaz imam še zdaj, Marko, pred sabo ta oder, in ki je Ervin Čurlič napovedal, Mitja, je šotor eksplodiral, če se spomniš. In meni ni sram povedati, po tolkemu trudu, po tolkih, bi rekel, neprespanih nočeh, meni so tekle solze. Pa ne sem meni, marsikomu. Tako da so bile zadeve res takrat euforične in tega ne moreš pozabiti. In če se zmisliš, še ekipno so bili drugi. V tej ekipi je tekel tudi naš tekač, Martin Štendler. In je res nekaj neponovljivega. Ja, to se pravim, boljš praktično ne bi mogli biti, takrat smo vsi smo se počutili nekaj posebnega, vsi, ki smo bili vsaj tako ali malo drugače zraven, zato ker mislim, kaj tazga res ne doživiš nikoli več. Na tistem svetovnem prvenstvu je bilo tudi zame, rad se pohvalim, da sem bil zraven, rad povem to zgodbo o tem, kako je bil Mitja tako dehidriran, da je bilo treba počakati s podelitvijo, da je dal vzorec za doping, pa kako se je Angležinja ali Škotinja, kjer je bila ta prva takrat namakala temu potoku, v ledenem mrzlem potoku. Take zgodbe ti pridejo potem na misel in si rečeš, joj. Še to bom povedal, veš, Marko, drugi je bil en Anglež, res je, če se spomniš. Ja, res je. Pozabil priimek, in ga je Čurlič vprašal na cilju, če je žalosten, ker ga je Mitja premagal. Je rekel, nisem žalosten, sem vesel, da sem živ. Je rekel, kaj takega nikoli nisem še doživel.
take brutalne tekme, je rekel, ampak s tolikimi navijači, s tolikimi vsemi, je rekel, sem to preživel. Je rekel, mi nismo mogli priti na ogled proge, ampak je rekel, stric Google nam ni vsega povedal. A ne? Če so pri progi, evo, zdaj tisti, ki še niso bili pri tebi, pri vas, ja, se zdaj sprašujejo, kakšni progi za Boga govorita, ne? Pa so bili na kakšnem trailu, pa to, ampak to zdaleč ni čisto običajen. Rekel, trail tek, delš od tega. Dejva čisto malo pisati, pa prosim ti mi povej, opiši mi tole progo, ker vem, da znaš to zelo lepo narediti, da si bo en laik, en tekač, tudi trailaš, ki še ni bil pri tebi, znal predstavljati, kaj ga recimo čaka, ko pride tja. No, zdaj, če čisto na kratko povem, se pravi, za normalne planince je to proga, ki jo naredijo v 2 dneh. Enkrat vmes prespijo. Se pravi, prespijo v Hudajužni ali pa prespijo celo na Črni prsti so že prespala. Drugače pa zdaj to proga, ki je dolga 42 km in par metrov, uradno izmerjena. Tako da izpod Brda do prve okrepčevalnice na Kovcah, to je pod Lajnarjem, pelje krasna mulatjera, ki nikjer ni bolj strma kot 11%. To so vse te vojaške italijanske poti, ki so bile striktno narejene po taki meri. In v tej zgodbi si še v senci, tako da je to lepo. Potem priješ k Kovcam in greš nekako po ravni do sedla vrh Bače. Potem pa hmal pride ta kratek, ampak zelo strm vzpon na Komlo. In tam te že jutranje sonce prebije, da ti gre glava že bolj dol k tlem. In od tam se spuščaš dol proti planini za Črnogoro, poti so lepe, in potem pa pride ta, bi rekel, vzpon na sedlo čez Suho, potem v Grušču, potem v Pesku, ki je kar tak zoprn, malo moraš paziti, tudi da kakšne kamne ne vališ, ker so spodaj tudi tekači. In ko si ti enkrat na sedlu čez Suho, se pravi, pogledaš desno v kočo na Črni prsti, gor te čaka ekipa z okrepčevalnico, navijači, to je res lepo vzdušje, in potem te čaka pa mukotrpen spust iz višine 1700 do Hudajužne, kjer je pa približno 280 metrov nadmorske višine. Seveda, greš pa tukaj skozi prekrasne vasice, kjer te ljudje pozdravljajo, kjer so okrepčevalnice, tukaj je prva vasica Kav, znana po velikem vaškem koritu, kjer tekači pridejo in direktno na glavo v tole korito, da se malo hladijo. Tam je bila ena gospa Tilka, ki jim je ponujala še malo šnopčka in te stvari. Nažalost je Tilka umrla, ampak vse ostalo je pa isto. No, in potem naprej skozi Stržišče, Znojile, priješ v vasico Obloke. To je eden najbolj, bi rekel, tak psihični ta del, od Kala do Hudajužne. Misliš, da greš po ravnem, pa se dvigneš 300 višinskih metrov. In potem sledi strm spust v Hudajužno, kjer te pa zopet pričaka množica ljudi, napovedovalka, ki vsakega posebej opiše, tako da zelo dobro poznaš vse tekače. No, in od tam so pa tekači sami poimenovali tole Durnikovo strmino ura resnice. Tam se pa začne strmina res, kjer je, bi rekel, na najhujši strmini gorski reševalci napnejo vrvi, ker tam gor, mislim, da človeška pamet ne funkcionira več tako, kakor prej, in se človek lahko malo prime, ker tam, če padeš, bi se lahko kar daleč dol zavalil. No, in ko priješ na vrh Durnika, te čaka harmonika, okrepčevalnica, masaža, zdravnik. Tako da to je točka, ki je na tej poti skoraj najbolj pomembna. Od tam pa seveda mukotrpni vzpon na Porezni. Vidiš kočo že oddaleč, ampak je ni in je ni. In tudi pri koči na Poreznu se vedno zbere velika druščina ljudi, svojcev, navijačev,
planincev, a ne. Vsi občudujejo tele, bi rekel, tekače, ki pritečejo tam. Mimo najznamenitejši objekt na tej trasi je pa, rečemo, skret na Štrbunk pri Koči na Poreznu. Ko si pri tem skretu, veš, da si zmagal. Od tam naprej pa sledi samo še spust, ki je pa včasih skoraj težji kot vzpon. Noge so že lihta prave in jaz bom povedal čisto po pravici. Jaz vedno, ko sem prišel na Porezen, gor sem spil kozarc pira, zdaj po vsemu temu naporu, to te lih malo prime, noge ratajo mehke in sem lahko tekel dol kot norc. Nisem nič čutil nobenih bolečin. Kako je bilo drug dan, je druga zgodba, ampak tisti dan je bilo v redu. No, to je na kratko opisana trasa. Jaz sem določene dele živo se jih spominjal. Mislim, da nikoli v življenju nisem imel tako visokega srčnega utripa, kot ko sem iz Hude Južne zagrizel gor v strmino. Tam po nekih 200-300 metrih sem mislil, da se kar na tla usest, ulešt pa enostavno umret skoraj, da ni mi bilo jasno, kako bom jaz to še počenjal nadaljno uro, ampak pol prideš do tistih štrikov, pa greš, pa slišiš harmoniko nekje, pa rečeš, se me zanima, kako to zgleda in kar nekako gre. Najbrž, Joško, si dobil od tekačev vseh vetrov, ne samo Slovencev, tudi tujcev, zaradi Durnika, zaradi Ure resnice, največ kakšnih komentarjev, opisov pa bom rekel, sporočil po tekmi pa nasploh. V glavnem, jaz bom tako rekel, vsi ljudje, se veš, na vsaki tekmi kdo najde kakšno napako. Eni so v bistvu, imajo to prav prirojeno, da samo to iščejo. Tako da, jaz ne vem, zakaj tak človek sploh pride teč, ampak pač to so ljudje, ki je to. Ampak večinoma ljudi je pa zadovoljnih, resnično nam pišejo prekrasne odzive. Letos ne more priti tekač iz Japonske, iz Kobeja, je bil 2 leti zdaj pri nas, mislim po koroni pa pred korono, in je napisal, da je karta toliko podražela, letalski prevoz, da si ne more privoščiti letos bi rekel, obiska naše tekme. Tako da, a veš, kad ti tako napišejo, imaš nek občutek, da nekaj pomenimo, tudi če nismo masovni, tudi če ni ne vem kaj, ampak smo pa butični in skrbimo. Jaz sem vedno rekel vsem našim, pa tudi zdaj jim povem, ker pri nas tako pravijo, naš organizacijski odbor pravi tako, pri nas je demokracija, dokler Joško ne reče, da je pa tako. Ker vsak lahko nekaj filozofije, narediti pa treba tako, da je prav. Mislim, da si tele povedal recept ne samo za organizacijo maratona, še za marsikaj drugega. In tle se podpišem po to, kar si rekel, demokracija je fajn, dokler debatiramo, ko treba nekaj narediti, mora pa nekdo prevzeti odgovornost. To so pa ponavadi posamezniki, ki to vlečejo naprej. Najhujša stvar, recimo, ki se lahko zgodi organizatorju, in to se zdi tudi tebi, recimo, je, da mora tik pred zdajci odpovedati dirko. Jaz se spomnim, takrat sem bil tam, deževalo je kot, rekel, da bi nekdo škafe zlival iz neba. Vreme se je poslabšalo takrat tiste noči na jutro. Daj mi ti opiši, tisti dogodek, vem, da ste takrat upali do zadnjega, ampak na koncu pač ni šlo in kaj se je dogajalo tistega leta? Mislim, da je bilo to leto pred svetovnim prvenstvom in mi smo imeli tukaj gospoda, ki je bil takrat predsednik VMRA-ja, se pravi te Svetovno-gorske tekaške zveze, gospod Bruno Gozelino iz Italije, je prišel pogledati, kako ta zadeva pri nas deluje. In vem, da smo pač bili, zvečer smo bili v Sorici, tam smo šli večerjati, cela naša, pač ta organizacija, naša ekipa
pa Tomo, pa še ta gospod. In ob 11 smo šli iz Sorce, je bilo na nebu 1 milijon zvezd. Jaz sem pa tisti dan prej, ko so bile take hude napovedi, klical Andreja Velkavrha, sem rekel, Andrej, to je zdaj, abo konc sveta. Je rekel, Joško, vse aktivnosti, ki jih imate na prostem, odpovejte. Prav čez vaše kraje bo šla na fronta, in mi seveda smo rekli, da moramo zdaj odpovedati zvečer. In zjutraj, jaz se zbudim ob 4 zjutraj, je že padel dež. In če se spomniš na Petrovu Brdu, to je lilo kot iz škafa, na štartu je bilo 250 ljudi in vsi so se spodbujali. Pa pejmo, saj nismo stukra, da Joško, damo zdaj šli nazaj tam. In jaz kličem okoli po hribih, pravijo, Joško, tle, ni misel, na Črni prsti so mi rekli, skoče ne moramo je, ne da bomo šli mi zdaj na okrepčevalnico, na Porezno isto, na Durniku isto. In potem so takoj Žaretom Trušnovcem, to je bil načelnik RS-ja, sprejela sklep, da v takem vremenu tekme ne moreš speljati. Prvič, zaradi tistih, ki morajo biti na trasi, in drugič pa zaradi tekačev. Ker če se komu kaj zgodi, to je ni za pomisliti. Tako, to je pa najslabši scenarij. Tako. In meni je bilo to tako težko, v tistem kozovcu, da mi je gor gospodar dovolil, da smo šli lahko noter, da je bilo to pod streho, sem tam gor stopil na prikolico od traktorja in to povedal. Mislim, da se mi je malo tresel v glas, ampak ko so pa ljudje zaploskali, sem bil pa tudi jaz pomirjen. Ker res v takmu, mislim, da so pol eni 3 šli brez naše vednosti in so povedali, kaj so doživeli. In to 3, pač bi rekel, res ljudje, alpinisti, ne vem koga še vse, ampak so rekli, kaj takega, če bi se komu na trasi tam za Črno prst kaj zgodilo, 10 minut si mrtev, so rekli, to ni misel. No, ampak to je trajalo 5 ur, mi smo kome tisto južno snedli, kaj hrana, vse je bilo pripravljeno, je bilo pa sonce. Se spomnim, sedeli smo tam dol, se je pokazalo, kot za nalaž, kot ironija. Ja. Ampak, veš kaj, je pa ta Bruno Gozelino takrat napisal poročilo in napisal, da smo zelo odgovorni organizatorji. Ker raje kot narediti neko skrpucalo, mogoče še s kakšnim hudo poškodbo, karkoli, smo odpovedali tekmo tik pred štartom. In to, je rekel, se drugje, kjer delajo za denar, ne zgodi. Tam jih ljudje ne brigajo, oni morajo pokriti sponzorske pogodbe, eno, drugo, tretje. Tako da, jaz sem ponosen na te stvari, res. Ja, to, kar si rekel, ja, mislim, da celo v Evropi je bil nekaj tek na cuk špice, ko so ljudje se podhladili pa umirali. Na Kitajskem je bilo 20 žrtev na enem ultramaratonu čez hribe, tako da ja, vem, da je bilo takrat tvoja najhujša odločitev mogoče v karieri tekaškega organizatorja. Vem, da smo jo vsi sprejeli takrat, razen nekaterih pač, ampak večina nas je to sprejela z razumevanjem. Jasno je, kdo je rekel takrat, ja pa prestavite na naslednji dan, ampak ljudje si res ne predstavljajo, da niti za 3 ure ne moreš predstaviti take zadeve, kaj šele za en dan, glede organizacije, dovoljen ljudi in tako naprej, to pač enostavno ne gre in da pač ni druge, kot da pač te zadeve pač ne narediš. Ne? Ker, a veš, kako je predstaviti tako red za en dan? Tukaj imajo ljudje planirane, ljudje delajo, pač tle ženske v domu upokojencev, strojevodi, vlaki, in ne moreš ti reči, da ta fant si je zdaj zrihtal dopust, ja, danes ne bo jutri, pri nas to ne gre. Ker ni to, pri nas se skoraj na vse okrepčevalnice moraš iti peš. Nekaj časa smo celo vodo iz Huda Južne nosili peš v Durnik. Zdaj, hvala Bogu, nam priskoči na pomoč helikopter, pa nam na 2 lokacije dostavi vodo, nekam jo že z avtom lahko pripeljemo. So te poti se njih malo drugače uredile, ampak še vseeno. Ni to maraton na cesti, ni to. Mi smo res
in tisti, ki je na okrepčevalnici, tisti, ki je na prvi okrepčevalnici, se ne more več prestaviti na zadnjo. To so ljudje vzeli, oni imajo tam svoje kotičke in to je bistvo vsega tega. Jasno, si predstavljam, da so zadaj tudi neka dovoljenja, pa papirologija, pa to, na kateri pač točen datum, tega se ne moreš CC zapirati, ne moreš naslednji dan, če imaš dovoljenje, pa noben ti čez noč ne bo tega prestavil. Tako da ja, pač toliko vednost, no, marsikdo vem, da ne razume morda vsega, kaj se to za sabo potegne in da to pač enostavno ne gre. No, pravim, tista izkušnja je bila za vse izjemna, kot si rekel, tudi za tebe, vse ostalo potem svetovno prvenstvo in tako naprej je šlo, napredovali ste, delate še. Ti si vmes videl cel kup drugih prvenstev, velikih tekem kot vodja odprave, tudi selektor in tako naprej. Kako si pa potem gledal, imaš to poklicno deformacijo, pa rečem temu tako, da si druge ocenjeval glede na to, kar si sam delal, si primerjal kakšne stvari, si videl, da ste bili kje naprej, kje nazaj, kako si vse skupaj dojemal? Ja, jaz sem bil potem kar, mislim, da 5-krat, 6-krat ali pa še večkrat tudi vodja teh naših odprav ali pa pomočnik ali karkoli. No, bil sem 2-krat v Ameriki, v Koloradu, tek na Pikes Peak, tako da bil sem v Avstriji, bil sem na Poljskem 2-krat. Jaz bom tako rekel, povsod se nekako organizatorji trudijo, ampak le bolj na začetku in na koncu, sama trasa pa nikjer ni bila tako pokrita, kot je naša. Jaz sem to vedno rekel, mi bomo skrbeli za tekače, tisti, ki pride, bo že dobil svoje pivo, čevapčiče, karkoli, ampak tekač mora imeti pa vse, kar rabi na trasi. In jaz sem vedno to, vse trase prehodil in tole opazoval, kar je bilo dobrega nekako malo spravil zase, nikoli pa nisem niti kritiziral, niti nič, ker ni to moj način, da bom jaz druge organizatorje kritiziral, vsak se trudi in doživel sem več stvari, ko so bile težke poškodbe, pa so ljudje čakali po 2 ure, preden je prišla ekipa in jih pobrala. Pri nas, jaz ne vem, eno leto je tekač doživel, bi rekel, je dehidriral čist in to 200 metrov pred ciljem. To je bilo še na Petrovem Brdu. Tako je bila ekipa pri njemu, policijski helikopter je prišel v 10 minutah, na Petrovem Brdu je pristal, tega fanta so pelali gor in potem ta helikopter ugasne. Gor nekaj skačijo, kje pa sem, in jaz sem ga reševalca vprašal, sem rekel, poslušaj, pa kaj se zdaj gor dogaja? Ja, je rekel, sam 200, je rekel, ga šnimajo za prevoz, ali pa je škripnil. Ti povem, letim gor, so rekli, vse v redu, sam človek, ki je v helikopterju, mora biti stabilen, ker noč se z njim nič ne dogaja. No, to če bi reči. To je bila moja velika, bi rekel, zadoščenje, da smo tega fanta, to je bil Marjan, tam iz Šenčurja, Mihelič, Luka Mihelič, njegov sin, dober tekač. Tako da, to so bistvene stvari, ki jih imaš kot organizator, potem lahko šteješ to za uspeh. Vse, če bi se to fantu zgodilo nekje gor v hribu, vprašanje, kaj bi bilo. Ampak hvala Bogu se tako, kot se je. Tako da jaz sam to rečem. Mislim pa, da se danes organizatorji, posebno teh, zdaj bi rekel, teh novodobnih trailov, niti ne morejo, če ima tam 2 jurja tekačev, pač ne vem, kako bi se jaz tega lotil, ampak hvala Bogu, jaz ustrajam pri naši zadevi in tlele tudi naredimo vse, da so tekači zadovoljni, da se počutijo varne in da če se komu kaj zgodi, dobijo pomoč čim prej se da. Ja, lansko leto sem nadaljavo spremljal Julian Alps Trail
tisto grozno deževno, sneg je Ja. bil na Golici, na vrhovih, speljali so prav niže. Vseeno so imeli cel kup intervencij, k sreči se je vse dobro končalo. Taka tekma, recimo, ki je nekega že svetovnega formata, pa UTMB serije in tako naprej, jo tudi ne moreš kar tako odpovedati. Ja, veliko dilem je, veliko zadreg, vreme je lahko grozno, lahko se marsikaj zgodi, kot praviš. Tudi na UTMB-ju se je zgodila smrtna žrtev, recimo, mislim, da jih 2 leti nazaj in tako naprej. Ja. Kako pa ti gledaš, no, pa če so pri množičnosti, trail tekov dan danes, ti si imel za sabo že 15 let izkušenj, ko se recimo je trail šele dobro začel zbujati, pa so začele druge dirke nastajati, podobne in maratoni in daljše in tako naprej. Kako pa ti gledaš na današnjo popularnost, bom rekel, tega, da bi pa vsi zdaj tekali po hribih, pa ne zbirali neke medalje in tako naprej? Ja, jaz rečem samo to. Jaz podpiram vse te stvari, kjer se ljudje zberejo, kjer ljudje uživajo, kjer organizator res naredi vse, da so ljudje zadovoljni. Saj 50+%, ampak jaz za to množičnost nikoli nisem bil, Jaz se spomnim nočne desetke, ko nas je teklo 200. Se spomnim tam, ko smo pretekli, smo šli po drugi trasi, tam pri jezeru, čisto tam so bila na vrata, in vrata so bila ozka, in tam je nastala vrsta in smo vsi lepo čakali, šli po vrsti skozi. Nobeden se ni nič pritoževal. Če bi bilo to danes, to ti povem, to je groza. Kako danes to ljudje čisto drugače jemljejo? Zato jaz rečem, jaz sem res vesel, da naša ekipa tudi je zavzela nekako tako mnenje, kot sem ga jaz njemu, pa jih nisem jaz ne cilil, ampak so sami videli, da je naša zadeva butična, da pridejo ljudje, ki res uživajo, tle, pa tudi tle nam, lih vsak ne more priti. Jaz sem prepričan, da lahko v Vipavi preteče 35 in več kilometrov. Tlele, marsikdo v Huda Južni neha. Ker tukaj, če nisi ti res, če nimaš glavo pošlihtano, ne boš šel. Ja, to si dobro povedal, ja. Tudi kot izziv in kot opozorilo, ja, ni za vsakega, je pa, rekel, za sladokusce prav gotovo in zmeraj se jih še vedno zbere več kot dovolj, da tole naredijo. Vseeno, rekel si, drugo svetovno prvenstvo vas je izmučilo zelo. Ste se potem nazaj sestavljali kar nekaj časa, pa kljub temu potem šli s časom naprej, dodali druge razdalje, prej bil pač maraton ena in edina ali pa glavna disciplina. Zdaj jih imate cel kup, mislim, da ste bili celo prvi, ki ste tudi, ali pa med prvimi, ki ste 100 dodali takrat. Kako pa, da ste se potem odločili, da boste pa vendarle razširili nabor teh ponujenih tekov? Ja, a veš, kako je to, Marko? Zdaj, tale naš maraton, dokler je bil to, bi rekel, eden izmed 5 v Sloveniji, je bil dobro obiskanih, je bilo po 300, še več tekačev. Zdaj, ko se je pa ta zadeva toliko razširila, je pa ta naš težki maraton marsikomu izziv, ki si ga pa ne upa. In smo mi videli, če hočemo to zadevo nekako peljati naprej, moramo privabiti še druge tekače. Zato smo takrat šli tudi v ta 100, 100+. In že prvič, ko smo to organizirali, je te naše tekače tam iz Kopačnice proti Nablegoš zajelo hudo neurje. Dež, sodra. Mislim, to smo že hoteli prekiniti, kakorkoli, ampak ljudje so na trasi, eni so že v železenkah, eni tam, in vreme se je pa zboljševalo. Ampak, če tam se je pokazala organizacija našega tima, kar na 100, pa tle sodelujejo z nami od Športno društvo Marmor, Hotavlje, Boštjan Jezeršek, Atletski klub Železniki, to so razdalje neverjetne. In jaz to nam nikoli pozabil. So klicali iz Blegoša,
da jih je 10 v koči, ki so odstopili. Mi takoj pošljemo tja 2 terenca, pridejo fantje tja, me kličejo, se rekli, Joško, tle ni vedno. V tistem cajtu se je v Ratitovcu pokazalo sonce, ljudje so se v koči ogreli in vsi naprej. To je res, ti povem, je bila lepa izkušnja. Zdaj seveda ta 100 naša je tudi kar težka, tako da letos upamo, da jih bomo imeli vsaj 30 na 100. Potem smo uvedli novo disciplino, nov tek na 70 km, tudi tle jih bo njih 30. In potem imamo en graparski trail, 20 km plus, tle jih je pa zdaj prijavljenih že kar 60, imamo pa ta 10-kilometrski tek, Rapalo trail se imenuje, ker gre pa direktno skozi 3 objekte iz časov Rapalske meje. No, in v nedeljo imamo pa še, bi rekel, otroške teke, ki pa štejejo tudi za slovenski pokal. Tako da, če hočemo nekako privabiti teh 300-400 tekačev, moramo imeti to malo bolj raznoliko ponudbo, da se nam te zadeve nekako izidejo. Mislim, vseeno, ja, človek bi rekel, ok, dosti dela že z eno dirko, vi ste to razširili, konec koncev, imate še energijo, koliko velika ekipa to dela, vem, da si, bom rekel, še zmer tisti glavni, ampak vendarle, veliko funkcij prevzemajo že drugi, vem, da je Teodor Markoč tisti, ki marsikaj že postori, ki je nekako tvoj tudi naslednik in tako naprej, imaš zadnji tudi ekipo ljudi, koliko ljudi se, bom rekel, celo leto ukvarja s tem projektom poleg tebe? Ja, jaz bom tako rekel, zdaj jaz sem tle od zadaj žele bolj kot siva eminenca, drugače pa te zadeve res prevzema Teodor, pa moja ta starejša hčer Nežka, pa ta mlajša hčer Jerca, Drejc je bolj terenski človek, pomaga pri delih na terenu, eno drugo, pa imamo tukaj še Tomaža Štenklerja, ki je tudi sestavni del te. V bistvu celoletna ekipa, ki na temu dela, mislim, da šteje tam 6-7 ljudi. In seveda, bolj, ko se pa čas približuje, več nas je v tej ekipi. Ampak, jaz bom tako rekel, te velike organizacijske, bi rekel, ekipe pri nas ne pridejo v poštev, ker to je preveč ljudi, vsak danes je, bi rekel, vsak lahko govori, predlaga, haska pa od tega ni. Mi vemo, kaj za narediti, pač celo leto se trudimo za neke sponzorje, za take in drugačne stvari in ko pride akcija, moramo delati, ni druge. Tole tvojo 100 si kdaj obdelal v enem kosu? Po kosih si jo sigurno? Ne, 100 pa nažalost nisem obdelal v enem kosu, sem jo večkrat, ampak mene, zdaj jaz ne vem, včasih ni bilo meja, zdaj pa narava malo poskrbela, da moram več tako, ker sem včasih, pa tudi letom primerno še lahko, ker me je pač malo neka astma, in to me ustavi, ne morem več teči, razen dol, gor moram biti malo bolj počas, ampak lej grem, to mene ni problem. V enemu pa nisem. In moram tudi to povedati, da tudi maratona izpod Brda nisem nikoli odtekel. Ampak z Petrovega Brda ti skrog pa večkrat, To pa. Mislim, da sem bil nekaj 8-9 let na tekmi, sem pa gledal en dan tole knjigo teh upisov, mislim, da sem ga v enem letu 15-krat. Jaz sem prišel tako za intermezzo, popoldne, sem rekel, da grem z Petrovega Brda do Južne, in prijem na Petrovo Brdo gor je imel parkiran avto Janez Udovič, moj konkurent veliki. In vprašam Rudija, sem rekel, kdaj je Janez šel? Ja, je rekel, približno pred 1 uro. Gas. Pridem v Južno. Je rekla Renata, Janez Udovič je moram gor na Žetlinu nekje biti. Pa nisem imel namena iti naprej, pa sem šel naprej. Sem rekel, daj mi pol litra vode in ker me je začutil od zadaj.
ga nisem ujel. Na Petrovo Brdo sva prišla v razliki 2 minute, laufala kot norca, je bila ura 9 zvečer. Ja. No, to mora Udoviča tudi vprašati, ja, kako se je počutil, ko je bil plen, ja, Ja. ko si ga lovil od zadaj. Res, to je neverjetno. No. 15-krat v enem letu, Noro. 3-krat v 24 urah, ampak če lahko še to povem, Mare, ta Izvoli. 3-krat ni bil edini, a ne? Pa tle en kolega, Martin Štedler, ga dobro poznaš, imel 33 let in smo praznovali tle gor na Kovcah, pri Slavkotu, v tej lovski koči, a ne? In moj Slavko podaril, je rekel, drugega nimam, ti podarim pa 33 ur teka po trasi maratona. In je Tinko šel, mislim, da 4-krat je ta krog naredil. Pa je pa Slavko rekel, tako ne bi ženske oprostijo, je rekel, ma veš kaj, 4-krat gre lahko vsaka baba. Jem šel 5-krat. In je naredil 5 neprekinjenih krogov v 44 urah. Mislim, da je to za vpis v knjigo sigurno vpis v knjigo rekordov, a ne, 5-krat je šel neprekinjeno. Se spomnim tega podviga, menda je Slavko rekel, pol na cilju, se bi šel kakšno uro boljš, pa sem prejšnji dan mogel cel dan okopavati v enem bregu krompira ali nekaj takega, pa sem mi še malo hrbet bolel. Ampak res, nori dosežki v vaški grafi, res neverjetno, res navdih vsem nam, po vsem tekačem v Sloveniji, praktično smo se vsi srečali s tem. Daj mi pa povej, Jožko, nekaj še, kar me pa zmer zanimalo, pa te nikoli nisem uspel vprašati. Zakaj si pa ti sploh začel teči leta in leta nazaj? Vendarle, si predstavljam, si bil doma v Grapi, ker so ti rekli, a nimaš kakšnega boljšega dela, se pa jece. Ampak ti si vendarle šel, pa bil na tekih po Sloveniji in tako naprej. A veš, je bilo tle v Baški Grapi kar nekaj dobrih tekačev, mojih prijateljev. Jaz takrat nisem tekel, a ne, da povem čist po pravici. Da sem jaz začel teči, je bil kriv, se lahko zahvalim, tobaku, cigaretam. Jaz sem prej bil nekako kadilc in pol, ko sem jaz to zadevo, sem rekel to, da moram s tem nehati in sem res nehal, ga nisem več prižgal in potem sem jaz začel, veš, ni bilo tobaka, so bili pa piškotki, pa čokolada in je bilo to kar nankrat 15 kil več. Da rekel, stari, zdaj pa to tega dost. In sem jaz začel hoditi. In ko sem videl, da mi dobro gre, sem začel teči, kile so šle dol in to je bil feeling tak, da sem jaz se takoj aktiviral, smo začeli hoditi po tekih, eno, drugo, tretje in mislim, da sem to počel približno 25 let. Res, po celi Sloveniji, tudi drugam smo hodili teči, celo v Švico, na Jungfrau maraton, vse take maratoni, ki so bili takrat res high, a ne. No, ampak najbolj mi je pa res ostal v spominu tale Sam, pa potem še enkrat je bil Kam, če se spomniš. Za 2-9, ja, tako. Ja. Tako, no in ta tek je bil meni res pri srcu, a ne. Tako da, to so bili moji začetki tekaški, a ne. Cigaretam se lahko zahvalim, da sem jaz vse tole tekaško kariero dal skozi. Pa pravi, da v cigareti nič dobrega. Evo, brez cigaret ne bi bilo maratona 4 občin. Ja, pravno. Če v enem stavku povzameva. Ja, res, a ne, sej pač tako je. No, ampak to me je napeljalo, ker jaz sem imel res hude težave, ko sem nehal kaditi. Jaz včasih, jaz sem kakor da bol po žilah radensko, ne kri. In ko sem jaz to bil teniske, pa šel do vrha Bače, pa nazaj domov pod tuš, jaz sem bil drug človek. In to mi je prišlo v kri in še danes v tem uživam, čeprav jih malo bolj počas. Poleg vseh teh gorskih podvigov si tudi nekaj cestnih maratonov odlaufal, a ne bolj iz Firpca, ali zato, da si videl, kako to zgleda? Ja, tudi Ljubljanski maraton, mislim, da sem bil 4-krat, enkrat smo ga celo še skupaj. Tako? Jaz sem bil tam v tej vaši skupini
ker smo se malo hecali tam po Ljubljani. Tako da mi je bilo tudi to, meni po cesti ni težko teči. Nikoli mi ni bilo težko. Sem rad tekel, vem pa, ker sem ta zadnjega odtekel, pa bo že kar nekaj let, jaz sem se prijavil na 21 kilometrov in meni so rekli, tlele mularija, so rekli, pa daj Joško, tebi se bojo vsi smejali in sem se jaz prijavil na ta pravga. In nam nikoli pozabil, Nataša Robnik je vodila skupino za 3 ure 45 ali nekaj 50. Ja. 4 ure, tam nekaj okoli. In na 5-6 kilometrov oni mene doknijo, da Joško, pojmo. In jaz sem res šel z njimi do 35 kilometra. Od tam naprej sem pa mislil, da ne bom zmogel več. To je res maratonski zid, jaz sem ga doživel, vse moči sem šparal, da sem ta zadnjih 500-400 metrov, da sem pretekel cilj. To je bilo nekaj neverjetnega in ko me je žena Dorica potem pelala, nisem mogel sam voziti, v Škofji Loki smo se ustavili, cela družba so šli jaz tudi z avta nisem šel. Da rekel, prosim te, prines mi pol litra mleka, sem jaz v avtu počival, oni so šli južnat, nisem šel z avta, ti povem. 3 dni sem mislil, da nam mogel hoditi. To res neverjetno. Koliko cestnih ima. Se pravi, te ni več pol zamikalo, da bi še na cesto kam preizkušati. Tudi recimo kaj eksotičnega, ne vem, kakšno Ameriko ali pa kaj tazga na največje maratone v New York, kaj pa vem. Ne, nikoli nisem imel te želje. Nikoli, mogoče sem bil kdaj, malo sem bil navdušen, da bi šel enkrat z vami v Berlin, ampak takrat pa nisem bil več toliko, bi rekel, tekaško sposoben, da bi jaz to v takmu doglednemu cajtu lahko to tudi naredil. No pa, kaj pogrešaš recimo svet, na koncu svet prihaja k tebi, malo ljudi ve, da si bil v mladosti celo mornar, mislim, da celo par let, da si bil na barki, da si videl svet, da si imel priložnosti tudi živeti drugje, ne samo v Grapi, ampak ti si rekel, Grapa je v meni, jaz sem grapar in tukaj ostajam, ali kako? Ja, veš kaj, Marko, jaz sem vse sort v svojem življenju probal. Res je tole, da ko sem prišel od vojakov, je bila takrat moda, generacija 2 pred nami, so šle delati v Nemčijo, takrat je bil Audi, Ingolstadt je bil takrat najbolj popularen. No, potem so pa začeli, nepar jih je šlo delati k splošni plovbi in to je bilo za nas res. Jaz, ko sem dobil ta telegram, ko sem naredil vse te preglede in tole, sem se šel prvič ukrcati v Benetke, v Meštre, na ladjo in tam so me sprejeli lepo. Seveda jaz tega odhoda ladje iz pristanišča prvič nisem doživel, ker to so mi povedali, da je to za nalaž, to sem nam dal za pit, pa whisky, pa vse sorte, kaj boš taka mularija, sem takoj malo nakresan in zaspal. No, ampak doživel sem veliko lepega. Videl sem nekaj sveta, tudi teli mornari so, bi rekel, prekrasni ljudje, če se lahko zamisliš, da si cel mesec na majhnem prostoru z 25 ljudmi, tam ne sme imeti slabe volje, kreganja, boh ne daj kakšnih pretepov ali karkoli. V glavnem, zanimiva življenjska zgodba, ki je ne bom nikoli pozabil, ampak ni bila pa meni pisana na kožo, ker jaz, ko sem zagledal hribe, pa ni važno, kje, jaz bi kar šel. Meni je bilo več tole, ker pa na koncu sem videl, da to ne gre, pa seveda pol tudi pridejo druga obdobja, žena, družina, familija. In ja, zapisan hribom, zapisan Grapi, kaj pa, te razumem vedno bolj, z leti, ko sem tudi poskušal, pa sem živel kje druge, pa me naleče nazaj. Očitno nam je zapisano nekaj v krvi, pa pač ne moreš iz tega ven, da ne bi bil pod hribom ali pa v hribu. Še Dorica, vem, tvoja žena je bila tudi skrbnica,
gorskih kočah, posebej na Črni prsi, se jo spomnim, še to počne, ti si jo zalagal, potem vem, da si nosil gor vso to robo, čeprav sta bila družno v teh projektih, še to prakticirata, ali sta zdaj to opustila? Ne, veš kaj, danes je delo v planinskih kočah, če hočeš ti res delati, pa pripravljati hrano tako, da je res, da niso to konzerve, da je to, bi rekel, frišna hrana, je to mukotrpno delo. Ti si tam od 5 zjutraj do polnoči ali pa še več, a ne, in mislim, da smo mi Dorici to prepovedali. Ona bi še to delala, a ne, ker ona je, čisto povem, a ne, je zmanjkal kvas, a ne, in ona kliče Drejca. Drejca, si doma? Ja, sem. A veš, da mi je zmanjkal kvas? Ja, je rekel, in? A preletiš gor, pa mi ga prineseš. A ne? Pa to izpod Brda na Črno prst, a ne? Pa Drejc je ta kvas prinesel, ampak je rekel, mama, lej, jaz to ne bom več delal. Pri vseh žičnicah, pri vsemu, ne moram ti jaz prinesti, da je pa kvas. A ne? A ne? Tako da ona je prišla skriba, izmučena in smo videli, da je to za njo preveč. Dejansko. A ne? Cela družina je vezana na to. To ni samo tisti, ki je gor. Tako, ja. To je res, ja. To zahteva celega človeka, ne? To ni prostočasno, to ni hobi, to je delč od tega. Ne? Pa tudi danes, če se pogovarjam s kakšnimi oskrbniki, pravijo, da je tudi vse drugače, kot je bilo včasih. To, kot sem o teki govoril, ampak ja, stvari so take, kot so. Predvsem tudi še manjka, mogoče ljudi v kakšnih gorskih kočah išče ljudi, pa ljudje ne želijo gor delati, ker se jim zdi to preveč zahtevno, preveč stresno, preveč naporno. Anžen Čokl je naredil eno raziskavo. On se je parkrat fajn opekel s to prehrano v kočah, bil je namenjen na neko plezarijo, zvečer je nekaj pojedel, zjutraj mogel je pa domov, ne plezati. Ne? In je naredil neko raziskavo o prehrani v kočah. Na koncu ni nič napisal, kje je dobro, kje je slabo. Napisal je samo to. Brez skrbi pojejte, kar želite, v kočah, kjer se vam iz kuhinje prismeji kuharca malo starejše generacije. In to je resnica. Jaz sem tudi te stvari doživel in tle, če se ne trudiš, ni dobro. Ja, pa tako, ne, Dorica je še zdaj aktivna, dela vse sorte, prav zdaj mislim, da deli hrano, ki jo dobiva preko Karitasa ljudem, ki so tega potrebni. Ne. Je pa tako, da mi dva nisva nehala hoditi, v hribe težko hodi, greva pa mi dva zelo rada na Camino. Bravo. To pa sem videl fotke, sta šla, ne vem, to severno pot, francosko ali kako. Ja. Šla sva najprej severni Camino, enkratna zgodba, to je po zahodni obali Španije, hodiš več ali manj ob Atlantiku, ampak ne po obali, po hribih, gledaš Atlantik dol, vzponi, spusti, zelo podobno našim krajem. Seveda hribi pa nižji kot naši. No, potem sva šla francoski Camino, ki je čista v bistvu ravnina, razen parih vzponov. No, prvi, recimo prav na francoskem Caminu, sva ga pa prehodila z dvema prijateljoma tukaj iz Beljaka, dva Avstrijca. Moj veliki prijatelj, komandant gasilcev, Andrej Štrojc, in pa bivši župan iz Beljaka, ki je bil 28 let župan v Beljaku, Helmut Manzenreiter. Zelo človeka z veliko začetnico. In to smo mi skupaj prehodili francoski Camino. Jaz ne znam nemško, oni razumejo kakšno besedo slovensko, angleško se že nekako malo sporazumemo, ampak to so bili pogovori včasih pozno v noč, ker smo govorili 6 jezikov, in smo se vse razumeli. Resnično. No, in prav prva etapa tega Camina se začne v Franciji, to je majhno mesto Saint-Jean-Pied-de-Port, in greš čez Pirineje. In
tu nam je dalo veter, res. Veter je pihal 100 km in več na uro, ampak dokler ni bilo dežja, smo mi to vse še nekako obvladali, ko je pa začel dež, je pa to začelo zmrzovati in smo se mi tik pod vrhom obrnili. Več kot 50 so jih močno podhlajenih te službe reševalne spravili v dolino, tako da smo mi še ta prav cajt se obrnili, nazaj šli dol in potem nismo ponovili, šli s taksijem do naslednje etape in potem naprej. Tako da zelo, zelo zanimive zgodbe. Povej mi nekaj, Jožko, zdaj, ko si bil na Kaminu, je res postal tako popularen in obljuden, da nima več tiste prave domačnosti, ali je to pač samo mit, se vsem da najdeti prostor zase, ker marsikdo gre tja, pač iti malo v samoto, malo razmišljati, malo iskati samega sebe in tako naprej, meditirati. Jaz bom tako rekel, bi rekel, Severni Camino ni tako zelo obljuden, ker je težak, ni tako zelo obljuden in imaš lahko ti za sebe vse, kar hočeš. Francoski Camino, to je, bi rekel, v bistvu glavna pot, in ta je bolj obljuden, se zgodi 3-4 dni, ko hodiš sam. Ljudje se na teh 850 kilometrih porazgubijo, tako da ni problema in nobeden te ne ovira. Če hočeš, lahko govoriš, če nočeš, ti ni treba, če hočeš spati, sam greš lahko spati v hotel, ampak to ni bistvo vsega tega. Pohodniki, romarji, v dnevu, ko končaš, mi nikoli ne rezerviramo stvari, pridemo v albergo, to so hiše, kjer ti lahko spiš, seveda, da si lahko v sobi 20, pač tako je, če greš ti na romanje, ne moreš jeti v hotel, in to so doživetja, ko za mizo sedi 20 ljudi iz 18 narodov, 18 držav, vsi govorimo med sabo, pa noben ne zna, pa se vsi razumemo. To je čar najbrž teh dolgih romanj. Res. In jaz sem že, sta me prišla obiskati 2 mlada Španca, pa punca, pa smo hodili mogoče 10 dni, smo se tako videvali. Pa so oni šli malo naprej, pa eno, pa drugo, pa tukaj iz Italije, gospod, celo v Novo Zelandijo nas vabijo. To sta bila mož in žena, ki sta imela farmo doma, je rekel, več kot 5000 krav je, koliko jih je, pa noben ne ve. No, ona 2 sta to opustila, so delali drugi in šla na Camino. In gospa z Avstralije je prišla na Bled, me je klicala, me je napisala na Messenger, mi je napisala, da je na Bledu, in smo se tam dobili in smo prišli z vlakom sem in z vlakom nazaj. To so prijateljstva, ki ti ostanejo za vedno. Noro, Jožko, kakšna zgodba, koliko stvari si mi zdaj že povedal, te dobri urci. Noro. Res, jaz mislim, da tudi najni poslušalci, gledalke uživajo v tem pogovoru. Za finale te moram pa še vprašati par stvari. Ena je v gasilstvu, kajpak si še aktiven gasilec, bil si tudi lansko leto zraven pri zgodovinskih požarih na Krasu. Tisto je bilo kar grozno. Mi, ki smo to gledali oddalec, si niti ne znamo predstavljati. Mi smo imeli v naši bližini požar, tudi v predvoru, kar velik, ampak to daleč gledaš pa, ko ti nekdo potem, ki je bil noter, v centru dogajanja razlaga, se šele zaveš, kakšna grozna stvar to je. Jaz bom tako rekel, jaz sem gasilc 55 let, član našega društva tle v Podvrdu, marsikaj sem, bi rekel, doživel skozi to gasilstvo. Še najbolj me je pa zadovoljalo to, ko sem se v tem času, ko je naša tovarna Bača tukaj jemala konc, kot ves tekstil, nažalost po Sloveniji še kje druge, sem dobil priliko, da sem se zaposlil na gasilski zvezi. In še v bistvu v istem letu bil izvoljen za poveljnika zveze in to sem ostal 21 let. In mislim, da ga ni požara tega večjega na Krasu, da jaz nisem bil zraven.
a ne. Ampak to, kar smo doživeli pa lansko leto, a ne, kaj takega pa smo mi videli samo v filmih iz Kalifornije, iz Južne Francije, ki so teli res, bi rekel, grozoviti požari, a ne, taki pa so zdaj v Makedoniji tudi, a ne, ko so šli naši fantje pomagati dol. In to je res, ko to doživiš, pa mi Primorci smo tega nekako navajeni, pa ko so prišli ljudje, gasilci, pomagati iz vzhoda, če si zamišljaš gasilce iz Prekmurja, srčni ljudje, ampak oni nimajo pojma. To je gorelo. Požar, ki se je bližal Mirnskemu gradu, je napredoval. To ne moreš verjeti. V 10 minutah je naredil 1,5 kilometra. Ko to začne šumeti, to ljudje, res, to je bilo več, bi rekel, živčnih zlomov ali karkoli. Ljudje so se zaklenili v avto, niso upali ven, eno drugo. In naši fantje, tle Primorci, so tle pustili res srce v temu, pregoreli milijonkrat. In ko smo nekomu rekli, da je pa dosti tega, pojdi spat, lepo domov, naspi se pa pridi, ne moreš spati, ker v človeka pride tak adrenalin, da te ne pusti spati. Ljudje so se spali tam na cesti malo, v gasilskih domovih, kakorkoli. Tle se je res pokazalo, ne vem kaj jaz, pa jih imam zdaj 70 let, mi ne bilo treba je, ampak to jaz ne moram gledati po televiziji, tako da sem bil 4 dni prisoten na požaru, ne v štabu, kjer bi lahko bil, ampak sem bil na terenu z našimi fanti, z gasilci, kjer smo 2 noči res gurali tako, da so rekli stari, da pa če da všnehal, se už pa znucov. Ampak, če je to v tebi, boš to naredil. To je resno. Potem pa še ta odziv domačinov. To je bilo pa fenomenalno, to, kar ste videli po televiziji. Ljudje so gasilce zakladali z vsem, tako da je mogel vodja intervencij ljudi prositi. Imamo vsega dost, prosimo vas, ne voziti nam šlepar iz Radecke. So sam klicali, jutri prije šlepar Radecke. Ma kam češ to dati, veš, res toliko odziva na te stvari, to je bilo nekaj neverjetnega. In tam, ko sem se jaz vozil, recimo, skozi Kostanjevico na Krasu, ko sem videl te otročičke, mladino, ko so delili led, tam so imeli tak velik bazen, dol je proizvajalec, ki dela led, je delal samo zato, da smo imeli gasilci hladno pijačo. Mislim, to ti povem, marsikomu, marsikdaj, da bi šlo že malo na jok, ker to moraš doživeti. To ti da, ti povem, Marko, to ti da energijo za naprej, da si lahko non-stop v akciji. Ja, sem te hotel vprašati, kako se pobereš po takih napornih podvigih, pa si mi že odgovoril v bistvu. To te napaja z novim zagonom, da potem si naslednji dan ostaneš pa rečeš še, Ja. V bistvu vsi hočejo biti na način koristni, res nekdo prinos, se samo realizirati. Mislim, še kdo si ti človek, ki je to naredil na mnogih področjih. Če bi te vprašal, kakšne plane imaš za naprej, bi najbrž ti rekel, plani sami pridejo, jaz jih ne delam, stvari pridejo same od sebe. Ampak ja, letos si pač dopolnil okroglih 70, kdo bi ti rekel, Joško, zdaj se pa lahko malo umiriš, pa uživaš penzion, ampak ti nisi človek, da bi se umiril, pa užival penzion, ti si človek za zunaj, za akcijo, ti si človek za na teren. Jaz uživam v tem, kar delam. To je bistvo vsega tega, in to mi tudi daje moč, da lahko vse to naredim. Imam jaz še planov velikih, ki jih pa zdaj ne bom vse izdal. Imam jaz ten gasilski kamino letos v planu, pa ti ga bom povedal, ko bom prišlo bolj do tega, tako da ne smem še zdaj vse obelodati. Tako da res, in seveda pa je tukaj ta naš festival, kjer bom zdrav, dokler bom lahko pomagal z nasveti, z delom, kar se pač lahko da. In seveda tudi gasilstvo. Letos je kongresno leto,
v oktobru mesecu bo gasilski kongres, to je najvišji organ Gasilske zveze Slovenije, kjer se bo volilo novo vodstvo Gasilske zveze, gasilskih regij in meni so tukaj že, jaz sem predsednik sveta Severno-Primorske regije, gasilske, in so mi na zadnji seji fantje dali vso podporo, so rekli, Joško, ga ne vidimo, enega od nas, ki bi s tako voljo delal to, kar delaš ti, mladi ljudje so zaposleni, mlade družine, jaz pa seveda to, Dorica je tega že navajena, in to z velikim veseljem delam. V višjih krogih sem član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in to mi je veselje delati in bom delal, dokler bom lahko. Navdihujoče, spoštovanja vredo najbrž tudi tvoji 3 otroci, katerim si vseh pogled tudi sveta vzgled, so se navlekli nekaj tega, ne? Te tvoje, rekel, energičnosti, trme na vse zadnje, pogleda naprej in tako naprej. Ja, jaz bom tako rekel, se jih v glavnem vse poznaš, Marko, vsi so neki prostovoljci, vsi vcepili smo jim ta duh, da zraven službe, zraven vsega, moraš v kraju še nekaj narediti. Ne moraš skrbeti samo za svoj vrtiček, čeprav se danes to nažalost dogaja, ni več tistega, kot je bilo včasih, ampak kakorkoli, vsi pridejo, pa ne samo pri maratonu, tudi druge stvari, ki se dogajajo, vsak da eno roko, tako da to nam je kar, jaz sem ponosen na te stvari, in da se tudi z njimi zelo dobro razumem in da se med sabo zelo dobro razumejo. To je bistvo vsega tega. In prav danes je bil tlele sin, on je ladijski potapljač zdaj, in je bil na Pokljuki 5 dni na temu aktivnemu oddihu, ki jih imajo specialci in to. Tako da drug teden bo še prišel, mi pomagati kakšno stvar. Tako da, jaz pravim, zadeve so zapeljane in jaz samo pravim, naj mi Bog nakloni še par let zdravja, da mi je sploh tole še malo tle okoli, karkoli, če ne drugega, pa malo zabavati ljudi tle po Podbrdu. Jaz grem rad tudi tja v domu upokojencev, med korono sem tam celo delal, pomagal deliti hrano, ki je bil to hud problem z delavci. Tako da poznam tam večino ljudi in jim rad grem, bi rekel, skrajšati kakšno minuto dneva. Ker jaz samo to rečem, Marko, dobra volja bo pelala ta svet naprej. Ne zato, da se mi med sabo prerekamo kakorkoli in na koncu, če ti povem čisto po pravici, tudi kakšen birkišt lauf je treba kdaj narediti. Tole, spoštovani, si zapišite. Se najbrž ne veste, o čem govorijo, pa tudi ne bova povedala, ampak ja, mogoče, ko se vidimo, spoštovana publika. Joško, čisto za konec mi povej, super pogovor je bil tole, res. Spremljaš, kaj je svetovno prvenstvo zdaj v Innsbrucku, številčna ekipa je tam gor slovenska? Spremljam, seveda, jaz sem tudi na vezi, me je klical dan Dušan Papež, ker jaz sem bil v bistvu do lanskega leta sem bil še član tega odbora, pa me je pa nekako zamenil Teodor, pa tudi se mi ni več dalo, ne vem, kako bi rekel, mislim, da sem tam na svoj redu, drugače pa jaz te zadeve spremljam, večina tekačev poznam, in tako da sem zelo vesel, šli so, tako bom rekel, šli so z upanjem na boljše uvrstitve, ampak svetovna konkurenca je danes taka, da ni to kar tako enostavno. Priti med prve 30 je to že velik uspeh. Res je. Je kdo od reprezentantov že obljubil tudi udeležbo na festivalu Baški grapi? Pride mogoče vsaj pogledati, najbrž kdo? Ja, pride Petra Tratnik, več jih pride na ta kratki trail, nekaj jih je pa tudi na maratonu. Kakšna znana slovenska imena, ki bi jih izpostavil letos, da privlečejo, ali pa tuja, morda na vaši dirki še? Jaz mislim, da letos nekih zvenečih imen slovenskih ne bo.
saj na maratonu, ne, saj do zdaj jih še ni, no, mogoče še kdo pride, a ne. Se veš, zdaj te generacije tekačev so se kar dosti zamenjale, a ne. Mi smo se včasih poznali vsi, danes pa pridejo ljudje in zmaga in še nikoli nisem slišal za njega. A veš, to je danes čisto drugače. Ja, to drži, no, ampak je pa tudi zanimivo zaradi tega, ne, tako kot je bil meni zanimiv tale pogovor, Joško, čast, vesele mi je, da si se odzval mojemu vabilu, da si mi natrosil toliko enih življenjskih modrosti, pa povedal toliko stvari, ki so zanimive, ne samo zame, verjamem, tudi za širšo publiko. Zdaj mogoče še tebi puščam zadnjo besedo, zaključno misel. Vem, da si bogat s temi napotki, pa mislimi, pa premisleki. Tekačem tam zunaj, tistim, ki mogoče oklevajo levo, desno, ki se jim ne da iti ven v naravo, pa bi mogli iti, v Sloveniji imamo čudovito naravo, vse povsod. Daj za popotnico še eno misel, prosim. A veš kaj, Marko, tako bom rekel, lej, kot prvo, ne vsak prebere tvojo knjigo, da bojo videli, kako si ti začel s tekom v naravi. A ne? Jaz sem jo prebral in je resnično to, kar sem rekel prej, kar ti ljudje vzamejo in narava vrne. Jaz nikoli nisem mogel razumeti ljudi, ki tečejo trejle, ne vem, slušalke in ne vem koga še vse. Jaz sem vedno odprta ušesa, poslušal ptičke, kar si jih lahko, ker si imel toliko drugih stvari, ali kakorkoli, vsak si dobi neko svojo nišo, ki ga zadovoljuje, ampak vseeno. Tek v naravi, hoja v naravi, gibanje v naravi, mislim, da je tisto, ki da človeku nekaj. Jaz nikoli ne grem pohajati v Tolmin, jaz, če sem nekako iztrošen, obujem teniske in grem na Porezen nazaj. Seveda gor zaužijem kakšno dobroto in kakorkoli, jaz samo to rečem. Dobra volja je bistvenega pomena, da se s prijatelji nasmejemo, tudi kdaj je treba kakšno vročo kri malo sprostiti, ampak nikoli se pa ne spuščamo te zadeve, da bi se osebno šli med sabo nekaj preganjati in ne vem kaj. To zame ni in jaz sem največji zagovornik tega, da če ne moreš pomagati, vse glih poskusi pomagati. Ne reči, ne morem, me ne briga. Ni to ne morem. Danes ta beseda ne obstaja. To so novi izzivi in jaz bom vse tiste, ki se našega izziva bojijo, daj pridejo pogledati. Pridite, daj naslednji vikend, boste začutili tole dobro voljo, videli vse to organizatorsko ekipo, pa se mogoče malo sprehodili po kakšnem delu trase, boste začutili, da ste pri nas dobrodošli in da pri nas v Baški grapi za tekače skrbimo. In nam je prva misel, da se vsi tekači lepo vrnejo v cilj, veseli, zadovoljni, da spijo kakšno pivo, kakšno rečemo in gre vsak vesel in zadovoljen domov. Kakšna misel, kakšen zaključek, spoštovani in spoštovane, to je bil graparski Carols. Joško Dakskobler, ki vas bo seveda pričakal na štartu in na cilju gorskega maratona 4 občin na festivalu, na trail festivalu v Baški grapi med petkom in nedeljo. Tako, Joško, še enkrat hvala za vse. Pozdravljam tebe, pozdravljam tvojo ekipo, seveda Dorico in vam želim izvrstno tekovanje tudi letos, pa da bo vreme pač služilo. Marko, jaz se pa tebi zahvaljujem za povabilo in seveda sem vesel, da se poznava že veliko let, čeprav nismo bili zdaj v nekih hudih kontaktih, se pa spremljamo tako ali drugače, je dosti teh medijev, kjer lahko vidimo en drugega in res vesel in še kaj drugega, da smo kar nekaj let lepo sodelovali, pa še bomo lahko, to ni nobenega problema. In še danes smo v kosilnico
ki so mi jo prodali vitezi po znižani ceni v rokah. In je bom še nov, prav noc. Ja. Super, smo s tabo. Jožko, dober pokosi, se vidimo tam zunaj. Hvala ti, lep pozdrav v Baško grapo. Marko, tudi tebi, srečno živijo. Srečno, čau.